Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v sklopu promocije lokalno pridelane hrane in dnevov odprtih vrat 28. avgusta zgodaj popoldne obiskalo kmetijo Štesl v Gerlincih v Prekmurju, ki je prva na široko odprla vrata za obiskovalce. Jaz se zavedam, da slovenski potrošnik je tako zaradi evropskih, pa tudi kakšne slovenske afere postal bolj nezaupljiv. Tudi zato smo pričeli z akcijo Dan odprtih vrat na kmetijah in tudi v obrti in tudi v industriji, ki proizvaja hrano, da se potrošnik na svoje oči prepriča, kako kmet prideluje ali kmetica, kako obrtnik ali industrijski delavec hrano prideluje oziroma predeluje. Res pa je, da sedaj zelo hitro pripravljamo shemo kakovosti, ki jo bomo pričeli izvajati že z 1.1.2014. In izdelki, ki bodo bili pod shemo kakovosti in bodo dodatno kontrolirani, bodo potem tudi na nek način tako za denarjem kmetov in kmetic, industrije in pa tudi države slovenskim potrošnikom posebej predstavljeni. Prva veriga, ki je nastala tudi na pobudo tega ministrstva in tudi mene, je bila leta 2010 žitna veriga. Ravno danes se je del te verige sestal, nažalost ne vsa veriga, kjer so me seznanili, da smo iz 18.000 ton odkupljene domače pšenice v letu 2010 prišli do tega, da bo verjetno odkupljenih že 70.000 ton. To je strašen korak. Tisto, kar pa jaz kot minister, pa tudi kot potrošnik si želim, da bi bilo povsod označeno, kje je tisti kruh, kje je tisto pecivo, ki 100% temelji na domači pšenici, kjer jaz verjamem, da je stopna kontrole višja kot marsikje drugje. Te dni je na sejmu v Gornji Radgoni bila podpisana tudi podobna veriga za področje vrtninarstva, kjer sta pa tokrat dva velika trgovska sistema podpisala pogodbo tako z zadružnim sistemom, kakor za predstavniki kmetov, da na nek način naročajo tudi proizvodnjo zelenjave, torej vrtnin, da tudi tukaj pridemo iz samoskrbe, ki niha med 32 do 38, do resne samoskrbe 70 ali 80%. Zakaj je to tako zelo pomembno? Kratke verige, ker je proizvodnja, ker je transport in ker je potem nakup in kupec zelo blizu, mi kot država bistveno lažje kontroliramo. Pri takšnih kratkih verigah hrana ne izgublja svoje kakovosti in za takimi verigami tudi mi ne obremenjujemo okolja. Namreč pogosto se vprašamo, kaj je v kmetijstvu tisto, kar okolje najbolj obremenjuje, in odgovor je za marsikoga nepričakovan. Najbolj pri kmetijstvu okolje obremenjuje predolgi transport. Na kmetiji se ukvarjamo s čebelarstvom, sadjarstvom in pa proizvodnjo bučnega olja, tako da pa tudi orehovega olja, tako da je spekter našega dela kar širok in tudi ponudba na policah je kar. Mi smo se nekako odločili, ko imamo prodajo direktno do stranke, ker praktično, ko stranka pride drugič nazaj, tudi dobiš povratno informacijo o tvojem izdelku in tudi sproti lahko korigiraš, pa popravljaš, pa izboljšuje stvari. In tudi stranka je bolj zadovoljna, ker ve, odkot je prišlo, pa ve, na kakšen način je bilo pridelano. Vsaka zadeva, katera se kupi, se lahko prej sproba, zdegustira, tako da se stranka lahko odloči na podlagi degustacije, oziroma vsak ima pač svoj okus in tako da s tem tudi potrjujemo svojo kvaliteto, pa si upamo pred stranko dati, da se prej sproba, kako se pa kupi. Osnovna nit našega delovanja samo kakovost in še enkrat kakovost, ker edino tako lahko prepričaš kupca, da se vrne nazaj. Na vsak način je slovenska hrana bolj zdrava, ker praktično, če že ne drugega, nima prevoznih poti. Jaz pozivam vsakega Slovenca, da poskusi olje, kruh in mleko iz svoje bližine. Na ta način bo pomagal, da ne bomo brez potrebe 1.850 milijonov po nepotrebno odlivali vsako leto v tujino zaradi nakupa tuje hrane, tujih surovin, ampak bomo ustvarjali tudi nova delovna mesta v Sloveniji.